Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, o čem smo pretekli teden brskali po internetu. No, tokrat je bilo največ novic iz domačih logov. Začeli bomo z dvema digitalnima novičkama, ampak še prej pa preverite, če ste že naročeni na naš kanal. Sicer kliknite na gumb naroči pod tem videom in pa še na tale zvonček in tako boste prejeli obvestilo, ko bomo mi objavili kakšno novo zgodbo, nov test ali pa takšen tedenski pregled novic. Začnimo z dvema digitalnima novičkama. Petrol je dopolnil svojo ponudbo električnih polnilnic. To je naredil tako, da se je vključil v evropsko mrežo, ki temelji na protokolu Hubject. Gre za računalniško platformo, ki močno poenostavlja pogodbena razmerja med različnimi posameznimi ponudniki električne energije po Evropi. In to je res velika stvar, kajti v praksi to pomeni, da lahko s Petrolovo aplikacijo OneCharge po novem polnimo naš električni avtomobil na kar 250.000 električnih polnilnicah širom po Evropi. Zgolj z uporabo te aplikacije, brez kakršnihkoli lokalnih kartic. In druga digitalna novička, Citroenovi servisi bodo po novem video studiji. Serviserji bodo namreč svojim strankam po novem lahko omogočili video pogled v to, kaj je treba postoriti na njihovem avtomobilu. Kako to v praksi poteka, je preveril naš Luka Gregorič. Poznate občutek, ko bi včasih najraje kar stopili v delavnico in nadzorovali delo servisarja oziroma sodelovali pri servisnih opravilih? No, to seveda ne gre. No, k sreči pa živimo v dobi pametnih telefonov. Cilj videoček aplikacije je izboljšati zadovoljstvo stranke, saj razumemo, da je strankam pogosto težko razumeti, katere menjave so na avtu res potrebne in tudi katere so v skladu z predračunom. Poglejmo, kaj mi sporoča serviser na Citroenu. Na mojem avtu je namreč odkril nekaj dodatnih težav. Pozdravljeni, z vami je Avtocenter Ježovšek. Pri vašem vozilu C5 Aircross smo opravili servis. Pri servisu smo ugotovili, da so prednje zavorne ploščice izrabljene, zato priporočamo menjavo. Prav tako je zadnja leva žarnica za zamenjavo priporočena. Citroenova rešitev torej rešuje enega ključnih problemov pri servisiranju vozil – zaupanje. In znani so finalisti izbora za slovenski avto leta 2021. In to so Škoda Octavia, Volkswagen Golf, Peugeot 2008, Renault Captur in Hyundai Tucson. Kateri izmed te peterici bo postal slovenski avto leta, bo postalo jasno v soboto 9. januarja zvečer v oddaji na naši televiziji. In takrat bomo tudi izžrebali nagrajence, ki bodo prejeli Petrolovo zlato kartico za 1500 evrov, komplet Goodyearovih pneumatik in pa mesec dni s Fiatovim malčkom. Prihajajoči vikend bomo vseh teh 5 finalistov še enkrat zapeljali in tako osvežili naše mnenje o teh avtomobilih. Hyundai Tucsona bomo pa sploh prvič peljali. Avto je namreč resnično sveža novost. Septembra so namreč komaj pokazali prve posnetke, zdaj pa je že pri nas in smo celo ena prvih evropskih držav, na katere je avto pripeljal. Tucsonova bistvena novost je paša za oči, tako za tiste, ki avto gledajo od zunaj, kot tudi za potnike v kabini. In ne delamo si utvar, da je množica Slovencev za Tucsona glasovala prav na podlagi Tucsonove oblike. In čisto mimogrede, Toyota je patentirala tudi en zelo zanimiv samovozeči voziček. Ta se bo pripeljal do vas, do vašega avtomobila, če vam bo zmanjkalo energije na cesti, pa naj bo to bencina ali pa elektrike. In kot poroča portal The Drive, ima patent oznako on the fly, torej v gibanju. In kaj to v resnici pomeni, si v tem primeru res lahko razlaga vsak po svoje. Seveda gre namreč samo za idejo in to dokaj nerealistično. Isti portal pa poroča tudi o nesreči s Teslino trojko, ki se je v nesreči tako močno razletela, da so baterijske celice frčale vse naokoli. Policisti so jih 3 ure pobirali po bližnji okolici in ena je priletela celo v spalnico bližnje hiše na posteljo in je tam zanetila celo manjši požar.
S Teslo pa so se ukvarjali tudi študentje Belgijske katoliške univerze v mestu Leuven. Skupaj s svojimi profesorji so shekali model X. To sicer ni bil del učnega programa, ampak uspeli so se s Teslo celo odpeljati. Ampak čeprav se novica zdi precej stresna za Kalifornijce, pa naj vas vseeno spomnimo, da so takšni etični hekerji pogosto tudi nagrajeni strani avtomobilskih izdeljevalcev. Namreč ti so precej veseli, ko jim pokažejo njihove šibke točke, saj na tak način dobijo zlata vredne informacije, kako naj svojo avtomobilsko varnostno kodo še bolje zaščitijo. Ampak žal imamo še eno nesrečo. Pred tedni smo poročali o avstrijskem letalcu z BMW-jevim elektromotorjem, francoskemu letalcu Vincu Refetu pa 300 km/h ni bilo dovolj. Čez hrbet si je zato poveznil reaktivni pogon in poletel prek 400 km/h. Ampak letošnje novembrsko nebo nad Dubajem je bilo zadnje, ki ga je užival ta francoski Ironman. Ponavadi zavarovalnice svoje delo opravijo po nesreči. Pri največji slovenski zavarovalnici pa je vse močnejši oddelek za preventivo. In za njimi je še ena sezona osvežitvenih vozniških izpitov. Za nami je 7 mest, skoraj 200 voznikov in glavna ugotovitev je, da leta rutinirane vožnje ne pomenijo tudi leta vožnje po predpisih. Glavni grehi ostajajo hitrost, daljne značbe, znak ustavi, krožišča, pa tudi mrtvi koti. Torej, nekateri izhajajo iz tega, da z leti vožnje postanemo površni, drugi pa izhajajo recimo krožišča iz situacij, ki jih nikoli nismo zares usvojili. In z učitelji vožnje AMZS, ki so spremljali vse voznike, smo se strinjali, da glavni podatek ni to, koliko ljudi bi naredilo izpit, sicer nekaj manj kot četrtino, ampak najpomembnejše so tisti številni aha momenti, ki so jih doživeli skoraj vsi vozniki. Ali ob tem, da so končno usvojili eno situacijo, ki jih je vedno spravljala v težave, ali pa da jim je nekdo povedal, da delajo napake, ki si jih niso niti zavedali. Renault bo svojo tovarno v Flensu v Normandiji spremenil v tovarno, s katero bo lažje dosegel svojo ničelno ogljičnost. Tovarna torej ne bo več sestavljala avtomobilov, ampak bo reciklirala odslužene sestavne dele, ki jih bodo nato spet vgrajevali v nove avtomobile. Predelovali bodo tudi stare bencinske avte, na novo zaposleni Francozi pa bodo tudi vlivali drugo življenje baterijam električnih avtomobilov. Hyundai je sklenil pogodbo z britanskim kemijskim gigantom Ineos. Ta kot stranski produkt pri proizvodnji različnih kemikalij na leto proizvede tudi do 300 000 ton vodika. In seveda so zato zelo zainteresirani, da bi vozila na gorivne celice čim prej postale realnost. In na tem tudi aktivno delajo, tudi s svojim lastnim avtomobilom, ki je sicer videti kot britanska legenda Defender, ampak tehnično bo avtomobil veliko bližje Hyundaievemu Nexu, torej korejskemu namensko zasnovanemu modelu na gorivne celice. No, Toyota je v poslu z gorivnimi celicami še dalj časa in zdaj ima že drugo generacijo namensko narejenega modela Mirai. Naš Sebastian Plevnik je naredil prve kilometre. Poglejte si njegovo poročilo, mi pa se lotimo novic za prihodnjo sredo.